En lep pozdrav vsem. Tole je ZN video novičnik. Do zdaj ste ga bili vajeni v pisni obliki, se pravi, tako kot so vsi novičniki, smo jih ponovadi objavljali na naši spletni strani, pa potem smo jih vam posredovali. Zdaj v letošnjem letu je novičnik zelo redko izhajal, smo vam pa pač posredovali obvestila, sploh o aktualnih dogodkih na vaš e-mail. Zdaj smo se pa odločili, da bomo naredili video novičnik, kjer vam bomo recimo enkrat na mesec predstavili tiste glavne informacije, ki jih morate vedeti v povezavi z uredbo, pa tudi zakonom o javnem naročanju, pa nasploh s področjem javnega naročanja. Zdi se nam, da informacije ogromno, je pa smiselno, da dobimo nekako v strnjeni obliki tiste glavne informacije, tako da jaz se bom potrudil do naslednjih 10, pa mogoče 15 minutah, da vam podam tiste glavne informacije, ki so pomembne za vaše delo, pa tudi seveda za vaše delo v prihodnje, zato da lahko veste, da se lahko pripravite, da veste, kaj spremeniti, na kaj biti pozorni. Danes bomo pogledali EU-reformo javnega naročanja, ki je bila predstavljena na september 2026. Tudi razkrit je bil neuraden dokument, iz katerega izhajajo neke glavne točke, to zdaj še ni uradno potrjen dokument, ampak lahko vidimo, v katero smer gre EU. Imamo tudi napoved spletnega dogodka, zdaj nimamo še datum, ampak smo nekako okvirno dogovorjeni za temo, pa en nov vodič je tudi na področju lokalnih ekoživil, si bomo to pogledali, pa mogoče malo bolj podrobno našo knjižnico zelenega javnega naročanja. Objavljene so tudi nove smernice za izvajanje evidenčnih naročil. Pogledali si bomo tudi, kaj je na področju izobraževanja novega, sploh v tem letu, pa še nekatera vprašanja, pa nekatere informacije, ki so pomembne z vidika, ko se nam pojavi neko vprašanje, pa potrebujemo svetovanje helpdeska, bodisi našega, bodisi tistega, ki ga izvaja MJU. Pa gremo kar na začetek. Se pravi, EU-reforma javnega naročanja je že v bistvu kar nekaj časa napovedana in prvotni načrt je bil, da bo znano to julija 2026, se pravi, kakšna bo ta reforma. Zdaj podan je nek nov časovni okvir, to je september 2026. In tudi pred nekaj dnevi se je pojavil neuraden dokument, ki nekako razkriva, kako naj bi ta uredba izgledala. Se pravi, prva stvar, ki je pomembno vedeti, je, da vse te 3 direktive, ki so urejale, se pravi, koncesije, pa potem javno naročanje, se pravi, splošno pa infrastrukturno področje, se bodo zdaj recimo tem spremenile v uredbo, ki bo veljala na ravni celotne EU in seveda ne bo potrebno implementirati, ker je uredba. Tako da EU nekako želi bolj poenoten sistem javnega naročanja. Zadnja reforma, kot vemo, je bila leta 2014, zdaj je pa očitno čas za spremembo. Zdaj se bomo dotaknili nekih teh sprememb, jaz sem si malo napisal tiste glavne točke, je pa seveda to neuraden dokument, tako da seveda se bo še verjetno do septembra spremenil. Spremembe so, če gledamo recimo merilo, zdaj smo najpogosteje uporabljali merilo cene, zdaj bo to veliko bolj omejeno, tako da bomo mogli upoštevati merilo kakovosti in to najmanj v 30% pri merilih, pri delovno intenzivnih naročilih pa najmanj 50% bo moglo pač predstavljati to merilo kakovosti. Seveda bodo pa imeli naročniki možnost, da obrazložijo, da so to merilo kakovosti vključili v neke druge dele razpisne dokumentacije. Tako da, kar se tega tiče, ne vidim veliko sprememb, predvsem to, da bomo mogli podati neko obrazložitev, kje smo to vključili v razpisne dokumentacije, ampak merilo kakovosti oziroma vidik kakovosti smo že zdaj vključevali, bodisi skozi tehnične specifikacije, pogoje, lahko pa tudi skozi merila. Ampak je to zdaj malo bolj jasno napisan, pa se pravi, mogli bomo obrazložiti, zakaj ni 30 oziroma 50%. Manj bo postopkov, se pravi, zdaj poznamo kar nekaj postopkov, če gledamo zakon o javnem naročanju, zdaj bomo imeli manjše število postopkov.
Potem večja sprememba je tudi to, da bomo mogli na začetku vsakega proračunskega obdobja objaviti, se pravi, nek načrt, načrt javnih naročil, se pravi, kaj pričakujemo recimo v prihodnjem letu, to bo treba javno objaviti, vsak naročnik bo mogel javno objaviti. V naslednjem letu načrtujemo gradnjo te ceste, pa zgradili bomo ta vrtec, imeli bomo večje naročilo elektronike in tako naprej. To se mi ne zdi slabo, da imamo kaj takega, da smo malo bolj načrtujemo. In v zvezi z, če se dotaknemo zelenega javnega naročanja, bomo pri tem planu mogli tudi navedeti, na kak način bomo zagotavljali, da so ta naročila krožna, se pravi, kje bomo zapirali snovne tokove, kako si bomo prizadevali za to, da zmanjšamo porabo virov, kako smo preprečili nastajanje odpadkov. Tako da tem načrtu naročil bo mogli tudi slediti neka vsebinska obrazložitev, kje bomo upoštevali načelo krožnosti, kar se mi zdi, da gre, se pravi, EU gre v nekak ta sistem, da bolj celovito obravnavamo ta postopek naročila. Kar se tiče preverjanja trga, je trenutno predvideno, da bi ga bilo treba javno napovedati, to je recimo neka sprememba, zdaj kako bo to potekalo, bomo videli, verjetno bomo mogli prek svojih spletnih strani, naročnikov obveščati o tem, da izvajamo neko tržno posvetovanje, se pravi, bo bolj formalizirano. Merila smo omenili, potem seveda veliko bolj bomo lahko preferirali, oziroma jasno je, da bomo po novi zakonodaji morali nekje pa bomo lahko preferirali to, da je bil recimo neki izdelek ali pa tudi neka storitev, da je pač narejena ali pa bo izvedena strani recimo ponudnikov, ki ima, ne vem, sedež v EU, ali pa je bil nek izdelek narejen v EU, tako da gre za to, da bomo skozi javna naročila spodbujali EU industrijo. Zdaj, kako bo to zapisano, bomo še videli, ampak imeli bomo možnost, da kot naročniki preferiramo neko podjetje samo zato, ker pač je pač znotraj EU, ima sedež znotraj EU, in s tem se želijo predvsem izogniti recimo nekim ponudnikom z Kitajske, in tako naprej. Tako da skozi javna naročila gremo, zdaj kot vidimo, veliko bolj ne samo ta postopek, ampak veliko bolj v to strateško, da v bistvu zajamemo tudi ta del podpiranja EU industrije. Zdaj, če gremo naprej, katere so še recimo neke večje spremembe. Zdaj, seveda ta uredba bo veljala za mejne vrednosti, se pravi nad mejnimi vrednostmi za objavo na portalu EU, tako da še vedno bomo verjetno potrebovali nek nacionalni predpis, ki bo urejal za te recimo postopek naročila male vrednosti, se pravi, kako bo to urejeno, tako da to definitivno lahko pričakujemo. Če gremo pogledati naprej, kar se tiče zelenega javnega naročanja, zelo pomemben za nas, je posebno poglavje o zelenem javnem naročanju, tudi definicija, je pa seveda še zmeraj ohranjeno to, da je to prostovoljno v nekem delu, prepuščeno tudi državam, v kolikšni meri vključuje okoljske vidike. Si pa EU prizadeva in tudi si je odprla možnost znotraj te uredbe, da za določene predmete, proizvode, storitve predpiše, kateri so pa tisti obvezni cilji, ki jih moramo upoštevati, tako da to smo že tudi napovedali nekaj let nazaj, da bo EU imela neke obvezne kriterije za zeleno javno naročanje, zdaj za katere predmete bomo pa to seveda še videli. Zdaj mi, ko poznamo ta sistem, teh obveznih ciljev že od leta 2012, mislim, da imamo zelo dobro podlago, da bomo tudi te stvari implementirali. Zdaj, če gremo naprej, kje so še recimo neke take spremembe, zdaj spremembe je kar veliko, ampak da se dotaknemo nekaj izmed teh. Do zdaj smo imeli različna okoljska kazniva dejanja, oziroma kršitev pravil v povezavi z varstvom okolja, smo imeli kot fakultativni razlog, fakultativni izključitveni razlog, zdaj bojo nekateri te razlogi bojo obvezni, da bomo lahko izključili določenega ponudnika, se pravi, to obvezni razlog, ki bo pač vključen v razpisni dokumentaciji, tako kot bomo recimo zdaj, glede
glede davkov, nekaznovanosti in tako naprej, tako da se poudarja ta pomen. Zdaj, če gremo naprej, katere so še recimo tiste zadeve, ki bi jih bilo treba omeniti. Mislim, da ta glavne smo nekako kar zajeli, se pravi, veljala bo uredba na ravni EU, te direktive bojo pač prenehale veljati, bomo pa na ravni, seveda v Sloveniji imeli še zmeraj nek nacionalni predpis, ki bo te zadeve urejal. Zdi se mi pozitivno glede tega načrta potreb, da ga objavljamo, pa mislim, da gre vse v to smer, da malo bolj celovito zajamemo javna naročila, in to smo recimo ugotovili že tudi pri načelu energetske učinkovitosti na prvem mestu, kjer gre za neko načelo, ki je zelo široko oblikovano, ga določa uredba naša o zelenem javnem naročanju in ga lahko naročniki uporabijo na zelo različne načine. Tako da septembra mogoče nek update glede tega, tukaj so bile pa nekako predstavljene tiste, recimo, glavne točke, jih je pa kar precej. Zdaj, če gremo naprej, kar se tiče svetovanja javnim naročnikom, veste, da na MJU oziroma Direktoratu za javno naročanje obstaja kontakt, ki vam je dosegljiv, in čez leto je dosegljiv torek, sreda, četrtek med 9 pa 12. Zdaj med počitnicami pa pač drugačen režim in so na istem telefonu na voljo ljudje, da vam pomagajo v zvezi z javnim naročanjem, so pa na voljo samo zdaj vsako sredo, ker vemo, da so dopusti. Na portalu EJN je ministrstvo zdaj se imenuje za notranje zadeve in javno upravo, ob sodelovanju Računskega sodišča pripravilo smernice za izvajanje evidenčnih naročil. Tako da jaz predlagam, da dokument pregledate, je precej izčrpen in definitivno vam lahko poda neke informacije, na podlagi katerih lahko pol recimo nek vaš interni pravilnik, ki ga imate, da ga lahko mogoče spremenite, pa mogoče naredite bolj prijaznega ljudem, ki izvajajo naročila, pa vas mogoče lahko spomne na, da morate kako slabo prakso črtati, pa mogoče kako dobro prakso uporabiti pri vašem delu. Zdaj objavljen je bil nov vodnik, kako pač do lokalnih ekoloških živil, ki ga je objavil MKGP. Tudi sam sem sodeloval pri pripravi tega. Sodelovali so tudi organizatorke šolske prehrane, mislim, da iz dveh osnovnih šol, pa tudi drugi strokovnjaki, tako da jaz mislim, da gre za zelo koristen dokument, ki podaja ne samo pravni okvir tega, kako mora to potekati, ampak tudi sam proces javnega naročila, od začetka do konca, potem so tudi primeri jedilnikov, potem je zelo dobro obrazloženo, zakaj si moramo prizadevati za lokalno, pa tudi za ekološka živila in tako naprej. Zdaj, kje boste našli ta vodnik? Lahko vzamemo si zdaj minutko, greste med to predstavitvijo na Google, pa vpišete samo En planet, to je spletna stran našega projekta. In potem gor na desni strani boste videli knjižnica, in če kliknete knjižnica, pridete do v bistvu vseh datotek, ki jih mi objavljamo na tej spletni strani, in na levi strani lahko filtrirate po področjih in tam izberete zeleno javno naročanje. In mislim, da eden izmed zadnjih dokumentov je tudi ta vodnik, ki smo ga pripravili v sodelovanju z MKGP-jem, oziroma oni so ga pripravili, mi smo jim pa malo pripomogli. Tako da si ga lahko pogledate in zdaj, ko ste že na tej spletni strani, kjer je knjižnica, predlagam tudi, da si pogledate vsa ostala gradiva, ki jih mi, naša ekipa, pa tudi recimo objavljena so tudi gradiva iz različnih dogodkov, drugih predavateljev, tako da predlagam, da si pogledate, pa da mogoče ugotovite, ali vam ponuja nekaj, s čimer si vi lahko pri vašem delu pomagate. Napovedujemo tudi spletni dogodek, verjetno nekje jeseni. Želimo vam predstaviti, kako je eden izmed naročnikov v Sloveniji zgradil podatkovni center. Gre za nov predmet po uredbi iz lanskega leta. In se mi zdi, da naročniki boste največ koristnih informacij dobili neposredno od drugega naročnika, ki je mogel iti skozi ta postopek, kakšne težave je imel, in vas mogoče lahko opozori na neke pasti, katerim se vi lahko izognete. Tako da, ko bo znan datum, seveda sporočimo.
Če pa ima kdo že zdaj interes ali pa ve, da se bo tega udeležil, pa vedno lahko pošljete na naš mail, naš mail ostaja enak, cn.mope@go.si. Tako da, ko bo znan datum, ko bo to dogovorjeno, bo pa to seveda spletni dogodek, tako da, ker želimo, da se udeležijo naročniki iz celotne Slovenije. To je še prikaz naše knjižnice, se pravi, samo En planet je spletna stran, potem imate pa knjižnica in pa filtriraj po področju, imate pa zeleno javno naročanje in kot vidite je ta vodič, vodnik, kakorkoli, ki sem vam ga omenil, zadnji dokument, imate pa seveda še ogromno ostalih stvari, predstavitev, pripomočkov, recimo tudi sama tabela, tudi sama uredba o zelenem javnem naročanju je predstavljena v tabeli, tako da si lahko tudi to pogledate. Kar se tiče izobraževanja na področju javnega naročanja, zdaj mi se fokusiramo predvsem na izobraževanja na področju zelenega javnega naročanja, tudi ne želimo, da se zadeve preveč podvajajo, vemo, da imamo na trgu precej enih ponudnikov izobraževanj, MJU jih tudi izvaja, in tako naprej, tako da mi se želimo predvsem na to fokusirati, se pa seveda prepletajo te vsebine, tako da se tudi sami velikokrat dotaknemo teh splošnih javnonaročniških tem in se tudi v prihodnje bomo. Zdaj, ena novost iz letošnjega leta so izobraževanja, ki jih izvaja preko spleta MJU, to so petki za javno naročanje, kjer v bistvu vzamejo neko temo, kot so recimo objava podatkov o evidenčnih naročilih ali pa dinamični nabavni sistem in jo pač predstavijo v slabi uri. Tako da zelo koristna, in to je pač ob petkih, kot vidite, vsak mesec, tako da absolutno se splača preveriti, zelo koristno. In pa še sprememba, kot vemo, od letošnjega leta naprej ni več uradnega lista, kot organizacije. Če veste, uradni list izvajajo ogromno enih izobraževanj na področju javnega naročanja, imeli so šolo, ki sem se tudi sam udeležil, zdaj že kar nekaj let nazaj, kongrese so izvajali, spletne izobraževanja in tako naprej, se pravi, res en tak, bomo rekli, organizacija, ki je zelo prispevala k tem, da smo gradili kompetence, tisti, ki se ukvarjamo z javnim naročanjem. Je pa seveda enaka ekipa zdaj na voljo v drugi obliki, podjetje Ulex, ki prav tako izvaja izobraževanja, prav tako izvaja kongrese in tako naprej, in del te ekipe je tudi Urška Skok-Klima, ki ste jo bili do zdaj vajeni na Direktoratu za javno naročanje, zdaj pa se z javnim naročanjem ukvarja predvsem v tej obliki, tako da imamo, bomo rekli, starega, novega ponudnika izobraževanj. Zdaj, vsakič želimo tudi v novičniku pregledati, katere so tista aktualna vprašanja, ki jih mi dobimo s strani naročnikov, se pravi, nek naročnik pripravlja naročilo in se mu pojavi vprašanje glede tega, kako recimo vključiti uredbo o zelenem javnem naročanju. Pa poglejmo 3 vprašanja. Prvo vprašanje, ki smo ga dobili, je, kako od 1.1.2026 naročati vozila, se pravi, predvsem je naročnika zanimalo za osebna vozila. Če vemo, uredba napotuje na prilogo 2 uredbe, ki določa, da mora vsak naročnik pri javnem naročilu določen delež vozil zagotoviti, da je čist. In zdaj, kaj je zdaj to čisto vozilo? In vprašanje naročnika je bilo, ali od 1.1.2026 pri nabavi osebnih vozil lahko doseže ta cilj tudi z hibridnimi vozili, in odgovor je ne, od 1.1.2026 lahko so čista vozila samo vozila na elektriko pa na vodik. Zdaj, pri ostalih kategorijah vozil so možni tudi seveda drugi pogoni, pa se mogoče lahko drugič dotaknemo tega, ampak kar se tiče osebnih vozil, ki jih tudi zelo pogosto naročate naročniki, so čista vozila samo vodikovo ali pa na električni pogon. Drugo vprašanje je bilo, ali je možno po uredbi najeti rabljene tiskalnike, oziroma kakšen režim velja za rabljene tiskalnike. Zdaj, kot veste, v letu 2025 smo uvedli sproščen režim, enostavnejši režim za naročanje rabljene elektronike, se pravi, če naročate računalnike, monitorje, telefone, pa recimo tudi gospodinjske aparate,
je možno, če kupite rabljenega oziroma obnovljenega, ga naročiti brez tega, da upoštevate energetsko učinkovitost, se pravi, da gledate energijske nalepke. Zdaj pri tiskalnikih ta možnost ni bila predvidena, jo bomo pa definitivno vključili se pravi, ob naslednji spremembi uredbe, tako da kadarkoli najemate, ali je to nov ali pa rabljen tiskalnik, morate še vedno vključevati ta vidik energetske učinkovitosti, ki se zagotavljajo z določenimi certifikati, okoljskimi znaki. Tako da ta sproščen režim trenutno za tiskalnike ne velja, bo pa definitivno vključen v naslednji ediciji uredbe. In pa še vprašanje, ki je zelo pomembno, se pravi projektiranje pa izvedba gradnje stavb. Kot vemo, stavbe za zdravstveno oskrbo so bile včasih izvzete iz uredbe, se pravi, če je nekdo gradil stavbo za zdravstveno oskrbo, ni potreboval upoštevati cilja iz uredbe od leta 2025, ni več tako, stavbe spadajo noter. Je pa bilo pa vprašanje naročnika, kako je, če je projektiral po stari verziji uredbe, kjer stavbe za zdravstveno oskrbo niso bile zajete in zdaj gradi, ampak v tem času, ko bo pa gradil oziroma dal naročilo za gradnjo, pa velja že nova verzija uredbe. In zdaj tle tolmačenje naše in tudi MJU-ja, ki smo ga tudi že podali, je predvsem to, da kadar nimate možnosti spremeniti te projektne dokumentacije, potem seveda naročate po predpisih, ki so veljali takrat v času izdelave te projektne dokumentacije. Se pravi, kadar je bila, gledate čas, ko ste imeli objavljeno naročilo za projektiranje, in če ste pač projektirali po stari verziji uredbe, potem seveda ne moremo graditi po novi. Tako da je zelo, bom rekel, taka življenjska rešitev. Tako da to so taki primeri, ki se bojo verjetno še pojavljali, ko ste projektirali po stari verziji uredbe, pa potem pri javnem naročilu gradnje je pa veljala že nova. Tako da, ampak tle moramo biti življenjski, ker sta ti dve fazi seveda povezani. Pa še eno samo opozorilo, še vedno smo opazili v razpisnih dokumentacijah, da se pojavljajo sklici na starejšo verzijo uredbe o zelenem javnem naročanju, tako da poglejte, katero verzijo imate not navedeno, pa navedite pravo, ker pri nekaj predmetih je prišlo do sprememb, in če se boste sklicevali na staro, pa mogoče tudi celo kopirali besedilo iz stare, imate lahko potem težave in vprašanja ponudnikov, ki jim ne bo točno jasno, kaj zahtevate, tako da vemo pa, da kot naročniki, da je naša naloga, da naredimo razpisno dokumentacijo, ki je jasna. Zdaj, to je bilo za ta novičnik vse. Jaz upam, da sem vam uspel predstaviti tiste glavne zadeve, pa to področje na nek tak strnjen način, prebavljiv način. Se bomo to trudili delati še naprej. Če imate pa kakšne predloge za temo, ki bi jo obravnavali naslednji mesec, nam pa seveda lahko pošljete. Do takrat pa nasvidenje.